Najprej vse skupaj lepo pozdravljam. Zdaj se vidimo prvič. Upam, da še kdaj ob kakšni priliki, ne sicer preveč pogosto, ampak ko bodo kakšne take stvari, ko bodo za vas interesantne, pa seveda sem vam na razpolago. Zdaj upajmo, da se bodo covid razmere v Sloveniji počasi umirile, čeprav smo zdaj tukaj v Mariboru nekako na tem, da opažamo, da imamo še vedno plato, kar se tiče sprejemov in odpustov na dnevni ravni. Če pa gledamo slovenske podatke, pa na Ministrstvu za zdravje ugotavljajo, da se kljub temu število hospitalizacij tako na intenzivnih enotah kot na covid oddelkih zmanjšuje. Zdaj, danes, če vas zanima, imamo hospitaliziranih 62 bolnikov z covidom, z okužbo za SARS-CoV-2, moram reči, od tega jih je 6 v intenzivni terapiji, v covid akutnem oddelku pa 36. Ostali bolniki do številke 62 so hospitalizirani na posameznih klinikah in oddelkih v tako imenovanih rdečih conah. To so bolniki, ki niso pljučno prizadeti, ki nimajo pljučnice povzročene z virusom SARS-CoV-2, ampak so bili hospitalizirani zaradi kakšnega drugega razloga, pa smo jim dokazali tudi okužbo oziroma prisotnost virusa SARS-CoV-2. Toliko mogoče za začetek, zdaj pa lahko povprašate tisto, kar vas zanima. Kaj to pomeni dejansko za izvajanje operacij programa UKC-6 na intenzivni, najbrž zdaj v veliki meri se že dalo, kolikšno odstotkov? Zdaj trenutno, zdaj v teh zadnjih 2 tednih, pa tudi za naslednji teden je planirano podobno, se bo izvajalo okrog 85% operativnega programa. Zdaj ambulantna dejavnost se pa je, če pogledamo številke, zdaj v zadnjem času realizirala celo več kot 100%. To se pravi, na tem segmentu smo delali določen profil kadra, ki lahko dela seveda v intenzivnih enotah, pa manjka, to so večinoma anestezisti, to so ljudje, ki delajo na intenzivnih enotah drugih specialnosti in so vešči dela za ventilatorji, tako da določen procent kadra pač potrebujemo in 100% realizacije sigurno ne bo. Tudi če bo taka situacija ostala, kot je zdajle, če bo boljša, pa ne vem, če bo boljša, glede na to, da država predvideva, da bi se z 19.4. določene bolnice, ki so še zdaj covid bolnice, zaprle, torej da ne bi imele več covid oddelkov, teh oddelkov, kjer se zdravijo bolniki z pljučnicami, to se pravi, da bi obdržali samo rdeče cone svoje, vse ostalo bi se pa nekako potem kanaliziralo v te 4 bolnišnice, med katerimi je tudi UKC Maribor, poleg UKC Ljubljana, Golnika in pa Splošne bolnišnice Celje. Kar pomeni, da tudi če se bo covid umirjal, lahko pričakujemo nek porast bolnikov, priliv bolnikov iz drugih regij, iz teh naših sosednjih regionalnih bolnišnic, kot je Murska Sobota, Ptuj, tudi Slovenj Gradec deloma. Mogoče potem kako pomoč pričakovati v drugih bolnišnicah, ki pa ne bodo covid? Seveda bi bilo to edino prav logično, zdaj zaenkrat tako daleč še nismo, da bi lahko pričakovali kakšno pomoč. Mi smo predlagali tudi eno varianto, da bi se recimo v terciarnih inštitucijah, kot je UKC Ljubljana, UKC Maribor, da bi se izvajala bolj terciarna dejavnost, to se pravi te operacije, ki so težje po poteku, pa da bi bilo mogoče bolj smiselno, da bi bili covid oddelki v regionalnih bolnišnicah, zdaj zaenkrat je pač odločitev taka, kot je, to se pravi, te 4 bolnišnice ne bi bile covid bolnišnice. Država verjetno pričakuje, da bodo številke manjše, in da potem tako zelo velikega manjka na tem, da naredimo zaostanke ali pa saj najbolj akutni del kroničnih bolnikov, da bo realiziran. Torej ne pričakujete v tem letu, da bi 100% realizacija lahko izvajali? Zdaj, odvisno, nedvomno, odvisno od tega seveda, kakšna bo situacija z covidom, ampak nerealno je pričakovati, da bomo lahko intenzivno covid zaprli, Zelo nerealno. Seveda, če se bo to zgodilo, bomo vsi zelo veseli, ker potem bomo lahko delali tisto, kar zdaj zadnji 2 polni 2 leti nismo uspeli.
Seveda mi bomo veseli, ne, da ne bo priliva bolnikov takega, da bomo morali še kaj več odpirati, kar zdaj odpiramo, ne, oziroma kar trenutno imamo. To se pravi eno COVID enoto, kjer moramo zagotavljati 30 postelj, ampak teh 30 postelj je vedno več kot polno zasedenih. Ne. Zdaj trenutno sem rekla, imamo 36 bolnikov na teh 30 posteljah. Zdaj za pričakovati je, da bo seveda številka višja, ko se bodo te bolnišnice, ki zdaj še te COVID bolnike imajo, zaprle. Če bo tako, seveda ta program ne bo realiziran 100%, ne. Seveda mi imamo problem, ker moramo veliko ljudi ne samo zoperirati, zdraviti, ne, pregledati, ki v teh letih niso bili pogledani in so na čakalnih seznamih, to se pravi v neki čakalni vrsti, ne. Narejen je bil akcijski načrt skrajševanja čakalnih vrst, ki smo ga mi že poslali na ministrstvo, ampak ne, poleg tega, da imamo konkretne številke čakajočih bolnikov, ne upoštevajo niti ti akcijski načrti novega priliva bolnikov, ne, ki bodo sigurno prihajali v teku naslednjih mesecev do konca leta, tako da ni realno za pričakovati, da se bodo čakalne vrste pač anulirale, to sigurno ne, bodo se deloma zmanjšale, upajmo na ugodne razmere, kar se covida tiče v jeseni, ne, ker če se bo ponovno pač začel priliv bolnikov v jesenskem času ali pa če bo pač naslednji val, ne, kar je seveda zelo verjetno, potem tudi ta načrt, ki je zdaj pripravljen, ne bo realiziran niti v takem obsegu, kot imamo pripravljenega. Zdaj, država je zagotovila znatna sredstva, vemo, infekcijska klinika, potem negovalna bolnišnica, ključni oddelek. To so vse investicije, ki bodo verjetno zelo pozitivno vplivali na UKC. Kaj pa sam kader? Vemo, medicinska fakulteta, več pisanega, več upisa. Bo to rešilo dejansko ta kadrovski primanjkljaj? Vemo, v COVID situaciji niso bile samo problemi infrastruktura in razni pomočke, tudi kader. No, nedvomno, da je, kar se tega tiče, UKC Maribor insuficienten, ne. To so problemi ne enega leta, ampak številnih preteklih let, da se ni zaposlovalo toliko, kot bi bilo realno potrebno, glede na to, da je pač napredek stroke zahteval svoje in vse te nove dejavnosti, ki so se odpirale pač v zadnjih letih, se je zvišalo število zaposlenih, nedvomno, in tudi pač v naslednjih letih pričakujemo, da bomo lahko temu sledili. Seveda, zdaj, če bodo potrebna ta delovišča, ki jih COVID zahteva, ne, potem je določen del kadra odpade, od tega kadra, ki že trenutno ne zagotavlja optimalnega dela. Trenutno imamo mi sicer recimo po sistemizaciji, ne, za zdravnike, enih 75 zdravnikov manj, kot je sistemiziranih delovnih mest, ampak imamo čez 200 specializantov, ki naj bi prišli na ta delovna mesta. In seveda nekaj je, ne bom rekla rezerve, ampak rezerviranih, ne, novih specialistov, ko bodo prišli za to, da bodo se obstoječi oddelki lahko kadrovsko okrepili. Ne, temu primerno bodo sledile tudi pač nove sistemizacije delovnih mest, glede na to, kako bodo pač novi mladi zdravniki prihajali. Zdaj, če bodo odhodi, ne, kar je tudi realno pričakovati v takih pogojih, kjer so ljudje zgoreli, ne, in dejansko so izgoreli zdaj v teh zadnjih 2 letih, tudi mladi, ne, ker so bili relativno veliko, vsaj nekateri, nameščeni na te covidne oddelke kot pomoč, moramo s tem tudi računati, ne, tako da kljub vsemu upamo, ne, da bomo uspeli pridobiti še dodatne nove specializacije, sploh za najbolj insuficientna področja, pa da bo to nekako v skladu s temi novimi investicijami, ki ne bodo realizirane jutri, ampak v nekem doglednem času. Oddelek za infekcijske bolezni, ne, do leta 2026, da bomo pač tudi kadrovsko uspeli te nove dejavnosti zapolniti oziroma že zdaj planirati vse to, kar bo leta 2026 recimo na infekcijskem oddelku potencialno potrebno zaposliti, ne. To je predvsem nova intenzivna enota na tej, ki je zdaj oddelek za infekcijske bolezni nima, ne. To se pravi, to bo čisto nov pool in zdravnikov in medicinskih sester, ki ga mislimo mi že zdaj v tem trenutku oziroma v naslednjih mesecih nekam formalno umestiti in potem tudi počasi nadomeščati z kadrom, ki bo potreben za leto 2026.
tako tudi na nekaterih drugih oddelkih, ne, saj to ni edini oddelek. Omenili ste akcijski načrt za skrajševanje čakalnih vrst, lahko o tem tudi kaj več poveste, koliko je zdaj čakajočih na posege in kje najprej naj bi se konkretno. Zdaj trenutno so te številke res zelo velike. Te, ki so trenutno, ne, ki jih imamo trenutno, recimo na kardiokirurški poseg, kjer je po mojem mnenju najbolj insuficienten del, čaka več kot 200 bolnikov. Ambulantno čakajočih mislim, da je 13 000, ne, na ravni celega UKC-ja, tako da to so velike številke, ki bodo seveda z tekočim prilivom še večje, ne, nedvomno. Tako da naš cilj bi bil, ne vem, če bo realiziran, da bi se v tem letu do konca leta operiralo vsaj 400 kardioloških pacientov, kardiokirurških bolnikov, kar pomeni to, kar trenutno čaka, pa še seveda, ko se bo več diagnosticiralo, seveda, ko se odprejo tudi internistični oddelki, bo priliv nedvomno večji, kot je bil zdajle, ne, ko določeni ljudje pač niso bili prepoznani ali pa niti niso bili pogledani. Kdaj pa se bo to odprlo, kdaj recimo, ko se začel normalno delovati? Zdaj, to v tem obsegu, ki sem vam povedala, že normalno dela. To se pravi, ambulantna dejavnost dela 100% in je bila tudi več kot 100% realizirana v teh prvih 3 mesecih, ne. Specialistične ambulante so imele, tu imam podatek, za 16% večjo realizacijo od planirane, ne. Operativni posegi oziroma te operacije, ki bi morale biti urgentno izvedene, se zdaj izvajajo v 80 do 85%. Če bomo imeli odprte te 2 lokaciji, ne, ki sta zdaj odprti, kar se tiče covid bolnikov, pa še dopusti bodo, ne, začenja se poletje, ljudje morajo tudi malo iti na dopust, ne, bomo zelo verjetno težko šli čez ta procent realizacije operative. Seveda, če se covid čudežno konča in lahko zapremo te 2 lokaciji, potem bomo lahko delali 100%. Na katerih področjih pa je recimo največ odpadanja še vedno na ortopediji? Zdaj, vse kirurške stroke so bile ne, zapostavljene, s tem, da ortopedi imajo tudi dodaten program, tako da upamo, da bomo se lahko dogovorili tudi za delo v popoldanskem času. Upam, da bomo uspeli z anestezijsko službo skleniti dogovor, da seveda bodo podprli to, da poskušamo narediti v danih okoliščinah čim več, ne. Seveda mi moramo izhajati iz bolnika, ne. In ko izhajaš iz bolnika, potem poskušaš vse resurse, ki jih imaš na razpolago, v to usmeriti. Kako je pa zdaj z obiski v bolnišnici, se to tudi namerava kaj sproščati? Zdaj zaenkrat smo se dogovorili, ne, da obiskov ni oziroma veljajo še vedno priporočila, ki so veljala v zadnjih mesecih, to se pravi pri tistih, ki so dalj časa hospitaliziranih od tedna dni, potem pri tistih, ki se pričakuje seveda, da bo izid zdravljenja slab, ne, imajo obiske, drugače pa zaenkrat ne. Tudi kar se tiče vstopnih pogojev v nekatere stavbe UKC-ja, zaenkrat še nismo umaknili teh informacijskih točk. Bomo počakali do časa po praznikih, ker zdajle zna biti še, ne, porast covida, glede na to, da se je zdajle vse sprostilo, maske niso več potrebne v prostorih, tako da je za pričakovati, no, da številke ne bodo šle dol zdajle, ampak bodo nekaj časa mogoče še na platoju ali pa mogoče zelo rasle. Najlepša hvala, pa na dobro sodelovanje.